današnje javne tribune je nekako pregledati ali pa preveriti delovanje zbornice v zadnjem desetletju. In sicer veste, v letu 2014 zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije praznuje 10-letnico svojega samostojnega delovanja in pa tudi 9 let, odkar se podeljujejo nagrade zbornice. In današnji dan je posvečen temu jubileju. Jubilej je tudi priložnost, da premisliti o tem, kaj je bilo zdaj narejeno, kaj bi lahko bilo narejeno in kaj bi veljalo še narediti. Predvsem na področju tega, s čemer se zaradi česar je zbornica ustanovljena in sicer zagotavljanje strokovnosti, varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb. Zdaj, če se malo spomnimo, v preteklost, arhitekti, urbanisti in krajinski arhitekti so bili od leta 1997 organizirani v okviru inženirske zbornice Slovenije kot samostojna matična sekcija znotraj IZS-ja. Vendar je bila znotraj IZS-ja arhitektura razumljena kot sestavni del gradbeništva. In zaradi specifičnosti arhitekturne stroke se je matična sekcija februarja 2004 na ustanovnem zboru odločila za samostojno pot. Ta ustanovni zbor je bil v Cankarjevem domu in takrat se je matična sekcija izločila iz IZS-ja in se je dokončno konstituirala. Današnja zbornica pa deluje kot samostojna nevladna organizacija, najbližje splošne evropske praksi krovnega poklicnega združenja strokovnjakov, katerih poklici so skladno z direktivo Evropskega parlamenta in sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij, prepoznanih kot reguliranih poklicov javnih interesov. In zdaj, če se najprej vrnemo na začetke, bi prosila doktorja Viktorja Prosta, da nam pove, kaj je bilo potrebno narediti na začetku ustanovitvi zbornice in pa na katere projekte je v času njegovega mandata, to je bil od leta 2004 do leta 2009, še posebej ponosen. Ok, še da dol vzeti, ne? Lahko. Če se vdali. Se sliš? Hvala za besedo. Zakaj je zbornica? Ja. To je prvo vprašanje. Vprašanje je bilo, kaj je potrebno narediti od začetku, ali ker je bilo treba začeti od začetka, in pa na kaj ste vi v svojem mandatu najbolj ponosni? Najprej jaz upozoril to, da zbornica zame še vedno glavni problem bil največja država in najtežji izstopati v IZS. Kaj IZS, stroka, je bila del gradbeništva. Treba gledati, v kakšnih pogojih smo predelali. Pred del gradbeništva. Zakonodaja je bila gradbeništva, arhitektura se je smatrala kot del gradbeništva. Po drugi strani je bila arhitektura in urbanizem zakonodajno ločena. To je posebne problem področje. Moram reči, da se to mentaliteti še danes miselnost arhitektov še mrske pozna še danes. Torej, s tem smo zbornico dober, je bilo jasno rečeno, ustanovljene s tem, da zato namenom, da zastopa javni interes na področju stroke arhitekture. Vendar tu je treba še nekaj povedati. Še danes sem opazil v tem tekstu nekje, da javni interes, to je lahko zelo nasplošno govorjeno, ampak to je treba se zavedati, kaj je to javni interes. Opazil sem v tekstu, da nekje piše, torej prostorsko načrtovanje je pa res javni interes. Javni interes, arhitekturno, urbanistično oblikovanje je ena bita zadeva. Čeprav pozavljamo to. In to opredeliti javni interes, kaj to je. Danes moram reči, da je vse čisto nakratko. Danes smo izbudili pri tem zakonu po graditvi, da se to samo z enega aspekta obravnava. Je treba jasno analizo in zagotoviti tako enostavno, da bo kakovost arhitekturnega projekta in da bo tudi kasneje kultura grajenega prostora. Zato je pa potrebno jasno opredeliti, kaj je javni interes na tem področju. In javni interes je v osnovi na bazi kulture grajenega prostora. In sam to glede pa samo en del tega. Torej to, kaj je bilo narejenega, če grem na drugo zadevo, narejenega po ustanovitvi,
nismo imeli potem, ko je bilo to glasovanje, da smo lahko ustanovili zbornico, ker tudi ni bilo, to je bilo vrsta zapletov motorih za vse. Še na koncu smo mogli dokazati, da smo res večina članov arhitektov zato, da se strinjajo. Ker prvo je bilo v zakonu pisali, v predlogu zakona, da mora večina članov potrditi, da se strinjajo. Če bi bilo večina članov, jih mogli recimo vsaj na 600. Vemo, da še za volitve ne. In potem smo komaj izbojevali, da je pisala večina na občin zbor, na zboru. Tam je glasovanje spelo, prav vsi so glasovali za, razen izdržanih. Ko smo pa ustanovili, je pa bilo potrebno urediti prostore, vse te formalnosti, sperati. Tudi tukaj je bil velik problem. Tik pred ustanovitvijo sredstva, delitev sredstva, in z veliko težavo, posebej mora se za kolegu Bircu in Lajevcu, da so uspeli dobiti pravočasno delitev sredstva, kajti tik pred tem nam je skoraj grozil, da bo ta lokacija odšla, ko smo dobili zdaj. No, potem smo to uredili, zgornjo informacijo kot anekdota. Dokazati smo mogli pri vseh teh dovoljenjih, ministrstvo predati projekte, da se to, smo mogli dokazati, da ima objekt gradno dovoljenje, oziroma, če ga ni, da je bil zgrajen pred 68 let. In ta dokaz, da smo jaz spomeniško, v sosednji točki, en izmed pogojev, da treba reči, da je spomeniško, da ne moramo lifta vesti, nekaj tako zaradi tega. Tu smo pa mogli dokazovati z ortoposnetkom in čakati, pač nekaj tednega, ni se da, to je taka birokracija. No, ko smo to uredili, je pač zbornica začela delati in kadrovsko in tako naprej. To, če bi rekel. In mislim, da smo imeli sreča z ekipo, ker ekipa upravni odbor v prvem in drugem mandatu, mislim, da je zasledoval vizijo tega, da vzpostavimo vse osnovne pogoje, kot imajo v teh razvitih državah zbornice, vključno s hišo arhitekturo. Čeprav je prišlo kasneje zaradi krize in drugih zadev, do tega, da se to ni resničilo. Glavna zadeva, moram pa tole reči, če ste vprašali, da ponosim, mi smo že od začetka, kar smo se ustanovili, sem jaz prinesel tam en zakon v arhitekturi, francoski zakon. In tu nam je bila vsaj jasna vizija, kaj je potrebno narediti. Pač do tega ni prišlo, ampak smo takoj v ustanovitvi, smo že predlagali dati pobude v ministrstvu, celo minister je odgovoril, vendar potem zaradi gradbeniških in takih interesov je prišlo kombinacija zajda, do tega zakona ni prišlo, ampak to ostaje še naprej. Glavna po moje in je stvar v tem, da je zbornica naredi skupno z Ministrstvom za kulturo in temu ta zakon, to je vse. Ja. No, če nadaljujemo potem z naslednjim mandatom, z magistrom Andrejem Goljarjem, v bistvu, kateri so bili te projekti, ki so nastali leta 2009-2014, katere bi lahko izpostavili kot pomembne za pri urejevanju dejavnosti. In pa, če lahko se pogovorimo še kaj o teh projektih, ki bodo za razvoj zbornice pomembni naprej. Ali je to, ne vem, cenik storitev, sprememba zakona o ureditvi objektov, ali je to zakon o arhitekturni dejavnosti, pač o teh stvarih, ki smo danes že razpravljali. Katere so te stvari? Ko sem prišel pred 5 leti v zbornico, sem imel v bistvu za finančno težek začetek, ker je bila zbornica v likvidnostnih sredstvih izčrpana, je bila pa sorazmerno bogata v nepremičninah. Tako da sem mogel v bistvu najprej urediti finance in potem smo v bistvu poskušali zadržati tisti standard, ki ga je prejšnji upravni odbor in prejšnja garnitura postavila v našem novem mandatu. Ko smo v bistvu vsa področja, ki se je načeli na nek način razvijali, mogoče smo kakšne področja še bolj razvili, se pravi
hiša arhitekture v začetku sorazmerno dobro delovala. Če pa pogledam, kaj je bilo pa najpomembnejše, bilo pa gotovo to, da smo v bistvu naredili sodobno spletno stran. Se pravi, spletna stran, ki je nekako fleksibilna, ki se da dopolnjevati, ki jo lahko sami upravljamo, se pravi, da ni potrebno, da najemamo neke nekako zunanje drage sodelavce. In to je bil za mene prvi tak večji delovni uspeh. Situacija, v kateri smo nastopili, je bila sorazmerno neugodna. Zato, ker zakon o arhitekturni dejavnosti je v bistvu grozil z ukinitvijo obveznega članstva zbornice. Obvezno članstvo zbornica ne more funkcionirati, če nimamo dovolj finančnih sredstev. Finančna sredstva pridobivamo samo strani naročnin in potem še z neko drugih dejavnosti in masa ljudi ali pa masa financ, ki pravimo, da lahko taka organizacija funkcionira, je možno edino preko obveznega članstva. Če pogledamo kakšna je udeležba na volitvah, kakšna je udeležba na natečajih, kakšna je udeležba recimo pri kandidaturih za nagrade, je to približno 10% neke populacije. Teh 10% se menja od področja do področja, ampak to je pripadnost v zbornici. Če bi to prevedel v neko finančno situacijo, potem je sredstva, ki jih na ta način dobimo, v bistvu ne zadostujejo za osnovno infrastrukturo delovanja zbornice, se pravi za poganjanje spletne strani, za pridobivanje informacij, za posredovanje informacij. Zato smo v bistvu prve 2-3 leta poskušali v bistvu razviti neko mrežo ljudi, ki so s svojim strokovnim znanjem dopolnjevali te programe, ki jih je v bistvu prejšnjo vodstvo razvilo in potem tudi integrajevali. Eden od takih bistvenih dosežkov je gotovo odprte hiše arhitekture, oziroma odprte hiše, ki so se v bistvu začele v zbornici, potem je to zaradi finančne konstrukcije, ki jo zbornica ni mogla slediti, šlo to v druge roke, kjer je financiranje mogoče lažje. Če pa pogledam zadnje 2 leti, je pa gotovo največji preboj to, da smo v bistvu na Ministrstvu za kulturo uspeli uvrstiti arhitekturo v nacionalni kulturni program. To je tisti del, ki je za moje pojme najpomembnejši. Mi smo iz področja gradbeništva prišli na ali pa smo se počasi uvrstiti, se uvrščamo tudi v področje kulture in tukaj imamo občutek, da bomo potem lažje zagovarjali v bistvu neko kakovost, ki je povezana tudi z regulacijo dejavnosti, ki je mogoče povezano tudi z cenikom. Če se pogovarjamo o kakovosti, pa če so cene poravnane, kaj se je zgodilo? Da bo v bistvu investitorji iskali boljše rešitve, se pravi, boljše arhitekte in ne projekte za najnižjo ceno. Ta drug uspeh pa je, da je v bistvu politična situacija pripeljala do tega, da smo nekako kot stroka uspeli zadržati ali pa zminirati Černačevo uredbo o enostavnih objektih. In s tem se je v bistvu začel valiti nek plaz, ki je danes pripeljal do tega, da se v okviru ministrstva lahko poskušamo pogovarjati o sistemskih spremembah zakonodaje, katerih del ste v bistvu že videli v začetku, kjer smo predstavili tudi v ljubljanski regiji. To je, kar se mene tiče, v bistvu. Zdaj, če sem še malo kritična, od nekaterih članov, od teh 10%, ki delajo na tečaje, da se prijavljajo na nagrade, doskrat dobimo kritike, da zbornica podpira povprečnost. Da se veliko ukvarjamo s tehnično, pa materialno dovršenostjo, pa z dovršenostjo projektantske prakse, ampak da v samem tem kulturnem smislu, ali pa v smislu, da ne naredimo dovolj za razvoj arhitekturnega diskurza, za razvoj discipline,
in pa tudi ne samo na področju pač te projektantske prakse, pa tehnične dovršenosti, ampak tudi v smislu družbene umeščenosti arhitekture. Mogoče, Saša, če tebe lahko prosim, kako ti vidiš umeščenost arhitekturne discipline danes v družbi? Hvala. Vprašanje je zelo kompleksno, časa imamo malo. Vsi vemo na nek način, da je naša dejavnost oziroma delovanje v prostoru vedno znova zrcalo stanja v družbi tudi. Torej, da reflektira na nek način stanje in če pogledamo skozi zgodovino, lahko pod svestom razbiramo zelo natančno, kaj se je v nekem času, v neki kulturi, v neki družbi dogajalo, manifestirano skozi arhitekturo, nasledinsko dediščino, etc. Se pravi, to so neke vrste kamnite knjige, če rečem kamnite, danes največ zgolj kamnite, ki pričujejo o tem, v kakšnem času smo živeli. Danes je situacija seveda pri nas, kot vsi vemo, zelo kaotična. Stroka je na nekem morda najnižjem ali pa enem najnižjih nivojev, kar se tiče statusa, prepoznavnosti, družbene prepoznavnosti, torej poslanstva, ki bi ga naj kot stroka imela v primerjavi z nekimi razvitimi, recimo okolji Zahoda, če rečemo tako, smo zelo nizko od finančnih aspektov, vemo vse, kar na nek način konvergira v to osko grlo tega komaj preživetja od zakona o javnem naročanju, dumpingu najnižjih ceni. In tega, da nas zadnje ne smemo regulirati svojih cenikov, da je to vse tudi v smeri evropskih direktiv, torej usmerjeno v deregulacijo in to, da je prepuščeno vse trgu. Torej, situacija je v marsikaterem smislu zelo težka. Imamo tudi dediščino na nek način mentalitete samograditeljstva, ki se vleče že 70 let, tako rekoč, še čez to tranzicija s totalnim razbitjem vseh vrednot. Spravi, jaz vidim tu na nek način zbornico kot enega od subjektov, tudi ki bi naj pomagal ozaveščati javnost. Torej, mi delamo znotraj stroke in med sabo skušamo urediti stvari in pogoje, delamo na javnih pooblastilih in tako naprej. To je ena od osnovnih funkcij gotovo zbornice. Ampak hkrati je pa to, kar razširila zbornica, tudi ta svoj spektr delovanja, to, kar je že Andrej omenjal, od otrok pa pravzaprav odgovorno do prostora, recimo kot neke platforme, ki povezuje več strok in se skuša odzivati zelo nekako ažurno na aktualno problematiko prostorske zakonodaje do akutnih recimo problemov. Imamo politiko, ki je povsem neobčutljiva, ima že dolg historijat na prostorsko kulturo, torej prostorska kultura pri nas je na katastrofalno nizkem stanju. In tu morajo vsi subjekti, pač, ki so delujoči znotraj stroke, od arhitekturnih društv, fakultet, do zbornice in zbornica je v tem smislu najširša platforma, kjer seveda ne delujemo profesionalno, ampak tudi po lastnem prepričanju se zavedamo, da je to ena možnost, da se stvari premikajo. Torej, skupek aktivnih ljudi, ki se zaveda, da je treba nekaj narediti, da si izboljšamo pogoje delovanja, to je znotraj stroke, znotraj dejavnosti in da izboljšamo na vse zadnje stanje v prostoru, ki je res, lahko bi upali pa rekli, stvar je že toliko zavožena, da vsak bo deloval sam svoj vrtiček, delal svojim heroju, poskrbel za svojo nagrado. Mislim, da poleg nagrad, ki so bile prej omenjene in ki so deloma tudi tema danes, gotovo so neki vrste nosilci ali pa svetilniki lahko za neke vrednote, ki so večkrat tudi diskutabilne, seveda, ko so tudi subjektivne, želijo desne in tako naprej, ampak so kljub vsemu, bi morali poskrbeti in to je tudi, mislim, da poslanstvo zbornice za zvišanje nivoja povprečja, se pravi, da arhitekti, krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci, vsi, ki smo združeni, pač skrbimo za permanentno dodatno izobraževanje, kar tudi poteka, vse življenjsko, tako rekoč, in da se to dejansko bo videlo tudi v prostoru, da dobimo tudi na nek način svojo vlogo v širši družbi, ki nam gre. Zdaj pa se jaz smo pa tudi znotraj sebe zelo raznoliki, tako da spet nova tema. Ja. Mogoče Štjanka Milan, če še lahko na to temo, ki povemo, kateri so te projekti, s katerimi bi se zbornica morala še ukvarjati v smislu utrjevanja arhitekture znotraj službenega konteksta, kako pomagati arhitekturnemu diskurzu? Prosim.
Mislim, jaz v bistvu ne vem, zakaj je ta razprava danes tukaj. Zakaj je ta razprava danes tukaj povezana z mesecem oblikovanja. Zakaj v bistvu, mislim, to, kar govorim, je tako res, nisem niti razmišljal dosti prej o tem. Ampak, a ni zbornica inštitucija, ki je, če uporabim ta izraz, siva inštitucija, ki je v bistvu inštitucija v ozadju, ki je v bistvu inštitucija, ki ne nastopa, ki se v bistvu ne vidi na javnost, ampak je v bistvu tak servis, da omogoča arhitektom, planerjem, pa če za vsem tem, ki jih zastopa, respekt, spoštovanje in seveda pravo reprezentacijo v družbi. Mislim, po mojem mnenju je zbornica ni socialno telo, ampak je v bistvu silno telo, ki skrbi za to, da so projektantske pogodbe urejene, ki skrbi za to, da arhitekti imajo za svoje delo dobijo pravo plačilo, ki ima v bistvu reguliran cenik. Je zbornica v bistvu organ, ki skrbi za to, da so faze projektiranja usklajene s fazami projektiranja, v Sloveniji usklajene s fazami projektiranja drugod. Torej v bistvu tista platforma, tista podstat, ki omogoča, da je dejavnost arhitektov v bistvu prava. V bistvu na pravi način prezentirana v družbi in v bistvu na pravi način v bistvu arhitekti na tak enostaven in formalno, nekompliciran način lahko upravljajo svojo dejavnost. No in v bistvu, če bila zbornica res taka, potem se ne bi ukvarjala, zdaj bom pretiraval kot te, se ne bi ukvarjala v bistvu toliko s hišo odprtih vrat oziroma z odprtimi hišami, ampak bi se ukvarjala bolj s ceniki. Mislim, to je hotel pretirava. Ne pravim, da so otroške dejavnice nepotrebne, ampak v bistvu niso to primarna dejavnost zbornice. Ker če pogledamo v bistvu Bundesarchitektenkammer, če pogledamo v bistvu švicarsko zbornico, avstrijsko zbornico, tega ni. Mislim, zbornica arhitektov v Švici v bistvu je telo, ki obstaja v bistvu v Bernu, na katerega možeš poslati v bistvu svoje podačke, če hočeš v bistvu delati v Švici. Mislim, to pravim zaradi tega, ker včasih se vprašam, oziroma se zelo dostkrat vprašam, kaj imam jaz kot practicing arhitekt v zbornici. Kaj je tisto, kar v bistvu, za kar pogledam na stran, na novo, lepo, funkcionalno web stran zbornice. Mislim, pravilnik, ampak ta pravilnik je v bistvu tak, da je tudi pogodba o projektiranju, ki tam je taka, da je v bistvu premalo uporabna, premalo zavezujoča za investitorja in premalo zavezujoča za arhitekta. Zakaj govorimo o dumpingu? Govorimo o dumpingu zato, ker v bistvu je stvar znotraj zbornice in pač ta informacija, ki od zbornice prihaja naprej, premalo regulirana. Recimo, ko smo zaradi tega, ker delamo ta projekt v Belgiji, sem moral postati član belgijske zbornice arhitektov. In je tam, dobiš projektantsko pogodbo, dobiš pravilnik, greš skozi cenik, ki je za, v tem primeru, šolski objekt, tak, da je popolnoma reguliran. In se v bistvu ne sprašuješ več o tem, se ne pogajaš več o ceni. In meni se zdi to, tudi če pogledamo zdravniško zbornico ali odvetniško zbornico, so stvari, ki potem, ko se jih to telo, to sivo telo sprejme, jih jemlješ for granted. In v bistvu se mi zdi, da bi to moralo biti prva stvar, o katerih bi zbornica morala resnično razpravljati. Kako zagotoviti materialno podstat, ki bo omogočila konec koncev tudi kulturne objekte v okolici, ki bo omogočila v bistvu razvoj inštitucije, arhitekturnih birojev.
Ampak to ni zbornična primarna dejavnost. Vsi imamo v bistvu, je faks, tukaj je arhitekturno društvo in muzej. Vse to so inštitucije, ki v bistvu skrbijo za tako imenovano kulturno sprejetje arhitekture v javnosti. Zbornica, ponavljam še enkrat, bi po mojem mnenju moralo biti servisno in predvsem administrativno telo. Še ena stvar, ki bom končal, je organizacija natečaja. Mislim, danes sem si vzel malo časa in sem v bistvu sem pogledal, katera zbornica, arhitekturna zbornica v Evropi organizira natečaje. Mislim, nobena arhitekturna zbornica ne organizira natečajev, zato ker je to nekako v nasprotju z njeno primarno dejavnost. Hvala. A bi lahko odgovorili, Boštjano? Se strinjali, da je to primarna zadeva zbornica. Vendar bi pa nekaj upozoril. Prav na belgijskem primeru. Belgijska zbornica so bili na neki razstavi in so se zanimo društveno. Pa zbornica. Društveno zbornica. Obe skupaj so bili. In so vprašali, kakšna je razlika? Enem in drugim se rekli, zbornica je poezija, društvo je pa arhitektura. In to ne smije biti. To vendar ne smije biti. Ker čisto drugače v Franciji, ali pa nekaj druge. Tako da to je zadeva, ta vnos stroka, vsekakor vsaj lahko tudi deluje, ampak mora delovati povezano. Povezano, pa danes je to en osnovnih problemov, se mi zdi, da je to, da vse deluje povezano in da bi vse usklajevali programe, toliko je dela za narediti v tej družbi. Ko smo prej govorili, kaj se da glede te splošne, ne kulture, ko delajo karkoli po podjetjih. Jaz sem pred kratkim gotovo, da še to potrebno gledati, da do leta 90 ni bilo to stihija organiziranih nasilij. So bili odloki, občinski odloki, urbanistični pravilniki in avtor je imel, je lahko korrigiral, in je na osnovi občinskega odloka, tega pravilnika, je inšpekcija delovala do neke mere. Vsekakor več kot zdaj. Potem je tudi 90, je pa to se pa stihija. Še bolj pa tam, kjer so ponekod odloki kar odpravili, kot v Ljubljani recimo pred par leti opene. Še vzančni je Koželj, Janez Zagotov, ne bi spet to kar bilo, vendar še ni odlok tako uspešno napisan, pravilno, da se ga razgleda, potem ne bo če bomo videli. To se pravi, mrske se da narediti izbornica, ki pa je ustanovljena, zato bi lahko urgirala z vso svojo samozavestjo vizavi občin in dala pobude, da se to in seveda. Tam je tudi možnost za določitev ali določene kvalitete. In še druge stvari so. Samo zbornica lahko tudi glede razvoja ima moč, vse politično, da nastop recimo vizavi stanovanjskega sklada, da iz ministrstva, da uveljavijo pobudo, seveda po določenem času, pobuda za razne razvojne natečaje, kot se je včasih zadogajalo. Tako da tega se je treba zavedati. Hvala. Zdaj, natečajni praksi, moja prezirati še eno kolonizo, zato sem... Jaz bi možda samo to dodal, zakaj je tak problem narediti cenik projektantskih storitev? Se ni zakaj. Zakaj? Ali lahko Cenik projektantskih storitev ima edin smisel, če je neko priznan kot uradni cenik. Tako kot ga imajo recimo advokati za delo na sodišče. Zdaj, naš poklic, pa naša dejavnost v neki strukturi države ni taka, pa nima take vloge, kot je recimo imajo advokati na sodiščih, ker se mora obračunavati neko sodelovanje v postopkih. To pomeni, da bi v bistvu zbornica morala to doseči. Dobre, edini Nemci imajo to, ki so ponovno dosegli. Zakaj so dosegli? Zato, ker je bila njihova politika to zrela, da so gotovili, da se ne pogovarjajo o ceni, ampak o kakovosti. Vso drugo je logika. Razlogi imajo tudi.
Ne cenika, Nimajo uradnega cenika, ne uradnega, samo izhodišče za uradnega cenika. Izhodišče, sam tam uradni, ampak te imajo pa izhodišče, ki pa velja, ki pa več ali manj z 10. Ta praksa, pa neko doseganje cenika je, kolikor je inženirska zbornica stara, ni neko samo ta venaša. Ampak to je osnova. To je osnova, ker v bistvu s tem spraviš, ker si lahko govorimo o nekem takem popolnoma idealnem pogledu, kako arhitekti prispevajo dvigovanju kulture družbe, ampak če v bistvu to delo ni na pravi način vrednoteno, če v bistvu dobiš, ne vem, avtomatično po UCIM oziroma po arhigramu napišeš ceno, oziroma ponudiš ceno svoje storitve v ponudbi in je avtomatično pričakovano, da boš dal 35% nižje. To je... Ja. V Nemčiji se v zadnjem času dogajajo takvimi in oni se veliko pogovarjajo javno o tem, ker sem jaz brala vse te članke, kjer oni ugotavljajo, da tudi ta njihova minimalna cena, čeprav je zakonjena, se kršijo in da investitorji znajo od tega pridati in da tudi ta minimalna cena po UCIM se to ne sprašuje. Zbornica, tisti organ, tista inštitucija, katero lahko nekdo, nek arhitekt, tako kot pravnik, tako kot zdravnik, prijavi nikoga, ki bo to kršil. Glede, nekoliko je zdaj, ne 8 let, kar smo vstopili v Evropsko unijo, pa 6 let, ne vem. Takrat smo bili klicani na Ministrstvo za finance, kjer smo mogli iz našega kodeksa izbrisati vrstico, kjer je pisalo, da se moramo držati minimalnih tarifnih pogojev, ki jih predpisuje zbornica. To je bil pogoj Evropske unije, da smo se mi lahko vključili v to storje. No, ampak sam še to pri natečajih, kar jaz vem, se zdaj v bistvu zbornica naredi izračun ur, ki so potrebni za izdelavo. Potem se lahko to preprosto, ki so potrebni za izdelavo te projektne dokumentacije, se lahko preprosto vsak sam računa cenom tega. Da v natečajih se tu upošteva vse od teh, ki jih zbornica organizira. Kaj še Vsi vemo v zbornici in se tudi strinjamo s tem, da je to eno od temeljev, dobro delujoče zbornice. In da zbornica to mora delati. O tem sploh ni dileme. Zdaj, kolikor jaz poznam historijat še od začetka, cel cajt se je tudi na tem delalo. Ampak širša konstelacija, kot vidiš od evropskih direktiv, ki striktno prepoveduje regulacijo cen, kot je prepoveduje kakršnokoli, je prost pretok in prosta regulacija. To je direktiva. In vse povednosti, tako kot je prej Andrej rekel, torej mi ne moramo biti tudi iz drugih zakonov se brisalo, tudi zakon o javnem naročanju pač ne omogoča kvalitativnih kriterijev, žal ne. In tu smo zgolj male ribice v tem velikem morju teh morskih psov, če reče za to prispodobo. In se je treba boriti, absolutno. Ni pa zgolj ali. Pač malo prenaivno bi bilo videti, da zdaj pač z neko uredbo zbornica pa bo to lahko uredila. Mi imamo en zelo težek historijat za sabo, hkrati pa nismo poklicki regulirani. Po evropski direktivi je arhitekt eno od sedmih poklicov, pri nas ni. Nimamo zakona o arhitekturi, o arhitekturni dejavnosti. Ta je lahko temelj, da se poklic regulira. To delo, mislim, kdo je poklican to dela drugi kot zbornica. Vse to zbornica Ampak mi ali se bomo šli tudi osvečanje, žal je pri nas stanje to katastrofalno, da mora zbornica tudi to še početi. Pač zaradi tega, ker se zavedamo, da je problematika težka. Dela pa tudi cel čas že kontinuirano na cenikih, koliko je možno. Je pa dobro priti, pa tudi jaz samo pravim to, da v bistvu regulacija cenikov bo dvigovala kulturo okolja. Ja, se strinjamo. In zbornica v bistvu organ, za razliko društva, muzeja, faksa, pa ne vem še koga, ki ima to možnost, ker je v bistvu inštitucija, ki lahko to dela. In v bistvu zbornica reprezentira arhitekte, torej svoje člane, do zakonodajnih organov. Edina inštitucija. In jaz ne pravim v bistvu, da bi moralo biti belo, črno ali, ampak da je to vidim kot primarna dejavnost. Ja, se na tem ni dvoma, ampak
Poslušaj kolege, ki hodijo v Evropo, recimo, kakšna, da nekaj inkvizicija se tam dogaja v smeri deregulacije. Ne? In to so vse zbornice oziroma vse države na tem prangerju. Ne? Mi smo pa še kot pa z našo kulturo oziroma odsotnostjo kulture to knjižje, to v kaosu. Jaz sem hotel samo mogoče malo prekiniti tiste, da so vse vrti okoli denarja itak da se, ne? Ampak ni avtomatično cenik tisti, ki bo vse rešil. Ne? V principu se bo investitorji počuti samo opeharjene, zaradi tega, ker bo plačali več, itak, če nič ne dobijo. Ne? Ali če dobijo malo. Jaz mislim, da vendarle bi se mogli arhitekti sami pri sebi vprašati, ali so za investitorja koristi, ne zase, ne za neko splošno dobro, ali kakorkoli. Delovati v tej smeri, da so za investitorja koristni in bi s tem, ko bi to delalo več arhitektov, vseeno tudi investitorji uspeli spoznati, ne, zakaj je treba več platiti. Ni treba normalnemu poprečnemu Slovencu ni treba 10-krat reči, zakaj so ene gume boljše, zakaj ne kupiš najcenejših kitajskih gum. Zaradi tega, ker so tiste boljše, kot zatrem nekaj. Ne? V principu, pri arhitektu pa to ne ve, dobiva neke stvari, ki sploh ne ve, ali si ne z njimi pomaga, ali ne. Ob tem pa jaz bi vseeno mogoče še na to apeliral, da arhitekti polovico časa delamo neke nepotrebne stvari. Ne? Vsako leto imamo nov pravilnik, nov elaborat, novo oravnanje z odpadki, zeleno naročanje, ne vem, kaj vse nam bojo še navlekli na glavo, ne? In da potem namesto, da bi se ukvarjal z arhitekturo, namesto, da bi mislil na to, kako boš naredil dober, koristen, racionalen, kvaliteten projekt, se ukvarjaš polovico časa z nekimi nebulozami, ob tem, da bi potrebovali verjetno tudi neko javno zaščito pred razno samovoljo mestnih občin, oddelkov, ki računajo komunalne prispevke, ki jim je treba nekaj narediti, raznih snak, javne razsvetljave, ne vem koliko, ki jim je oddelkov za promet, ki jim je treba risati detajle od tokov in vse mogoče stvari, da bi se to končno zreguliralo, ker to jemlje ogromno časa, ne, ki se ga meče stanje, da se ne moremo ukvarjati z našim delom, tistim, za katerega smo poklicani. Ceniki se mi zdi, da tudi ne bojo veliko rešili, sami po sebi. Cena za arhitekturo je bila zmeraj toliko, kot so investitorji spoznali, da za arhitekturo je treba dati. Leta 1600 Michelangelo verjetno nima cenika, da je obračunal vsi, koliko stane njegovo delo na baziliki Svetega Petra. Mislim, da ne. To se je s časoma izoblikovalo, ve se, da to nek določen procent je, ne? Ve se, da je treba boljšemu dati več, ve se, da je treba slabšemu dati manj. Ne? Se mi zdi. To ni edino zveličavno, jaz nisem tega mnenja. Sicer super se počutil, če ne bi se bile razmeral. Ni zveličavno, sem nekaj minimalni standardi, da mora obstajati. Ja, problem je v sistemu javnega naročanja, kjer je neko klauzula najnižje cene. Ja, ni nujno, lahko pa tega ne bi bilo. Ja, lahko bi bilo pa tako, ko imajo v tujini 50-50, recimo, reference pa cena. Ja, se to je naloga zbornica. To je naloga zbornica, da se to pogaja. Tudi prej se je rekel, recimo, da se cene znižujejo v tujini. Sem noben pa napovedaj, ura v Nemčiji 30 ali 50 evrov, pa ne se bo 5 evrov. Projektanta. Tudi standard. Lahko povedati, so pozoriti delaš. Primerljivi standard. Mislim, problem je to, da več čas poslušamo mantro, kako so odvetniki v sklopu zakon o pravnem postopku pač vključeni in zato imajo pač svoj cenik in zdaj še geodeti, ne vem kaj, v bistvu mi pa ne moramo. Vse v končni fazi bi lahko imeli mi nek minimalen standard, interna pravila in če kršiš ta pravila minimalne cene, enostavno zgubiš licenco, se ni povedal. To smo izbrisali. Pa Matej, zdaj nekaj nisem tako enostavno. Ja, no vem, da ni, ampak jaz poznam primere, ko so prijavljeni na zbornico in je v bistvu bil... Začetki so bili narejeni že pred 10 leti in se danes neprestano izvajajo. Na druge načine. Ko prihajamo v stik s politiki, smo mi kruhoborci in smo ekologi, ki imamo monopolni položaj. Mi moramo to sliko v bistvu spremeniti, da moramo lahko dosežeti tisto, kar se želimo.
Ampak jaz bi pa vsem sam nekaj rekel, da je pa vsem nekaj so ti razumeli, več samozavesti in odločnost zbornice. Tukaj je treba izsiti. Tudi če ta vlada, se res imamo na srečo, ker je kriza, pa vlade se mena naprej. Ampak vlada mora slišati, oziroma zbornica mora jasne signale in zahtevati. Skozi nekaj, kar uradno se vede, Evropa ne priznava se nikoli. Ampak nekaj izhodišče, koliko so, države imajo različno tradicijo. Franciji, ko so prej rekel, so Američani, ko so vsem prav. Ampak so najdele nalupna izhodišča, glede na nekaj javne naročila, kaj, so da samo izhodišče. Kako dokažeš, kasnej, da tukaj, glede na število ur, vse tja do porodniške izobraževanja in tako naprej, enega biloja, in ima tisto izhodišče. Glede na to, na prejšnje razmere, je rekel, predsednik zbornice je rekel, ni več kot 10-15% vrtne verjela. In imajo utarjene zadeve. Še nekaj, zbornica je pa, ko so že nekaj ponovno. Ko smo imeli prvi sestanek ali sprejem pri takratnem predsedniku Kučanu, ko je bila izvrsta ustanovljena, vsi predsedniki so bili. In ko zavede se, vi ste ustanovljena na osnovi, zato da ščitava, vi ste ustanovljena na osnovi zakone, ki nasprotno z drugimi zakoni. Ampak je vaša dolžnost, da boste izposlovali, da se bojo začeti tudi tam spremljati. Zavisi od vas. Jaz se pa še gospoda Lukiča rada vprašala. Nekaj okolistnosti. Recimo, to, kar je delalo z možljanosti, to, kar je v bistvu absolutno naloga zbornice, je pa zaščita naših interesov v odnosu do države oziroma Marsa, ki dejansko dela gospodarstvo škodo vsem birojem ali pa vsem arhitektom za svojim nespoštovanjem rokov in izseljevanjem in nečem. Jaz sem, ne vem, če kdo se spomnim, jaz sem pred enim letom pisal na zbornico dopis za mnenje, za sestanek na temo nemogočega odnosa z državnim uradnikom, dejansko šlo za VKD Kranj. Ni bilo odziva, ne? Pa sem v bistvu prosil samo to, če lahko zbornica posreduje, da se skliče sestanek na ZVKD z direktorem, da se pa če sam ne vpletam oziroma kot subjektiven, kot prizadet in ni bilo, ne? Pa je to naloga zbornica, ne? Sem to. Gospod Lukiča sem pa to vprašati, nekaj, da se odmaknem malo od teme cene. Rada bi se navezala na to, kar je bila doma sporedala, in sicer koristnost arhitekta. Vi kot investitora, ne? Kakšna je vaša izkušnja z arhitekti? No, mi nismo pravzaprav toliko krat direkt investitor. Arhitekti so v veliko primerih ali na nek način naš podizvajalec ali pa v vlogi investitorjega nekako suporta. Zdaj se mogoče to problematiko pomate, reče prav se čisto elaboratsko, da rekli naši nemški kolegi, tu res nijem kaj. Seveda, ampak nekaj pa je, ali je možno pričakovati, da bo zbornica funkcionirala, če pa ne funkcionira država, se imamo državo, ki ne funkcionira, in seveda vsi pričakujemo, da bo država nekaj naredila za nas ne bo, in moram reči, koliko se mi, ti proizvajalci montažnih išče to, treba je iskati kakovostne rešitve, jih prinesti državnim uradnikom, ne jim prinesti problemov, prinesite jim rešitve, ker če jim boste prinesli probleme, jih ne bodo nikoli rešiti. Vi se morate zmeniti, prinesti rešitve in zlobirati, da bo pač sprejeti. To, kaj se dogaja na pravnih notah, to je res ubijanje vaše intelektualne močine, ki se obvarjate vsem drugim. Mi v podjetju Lumar pa seveda smo na nek način želeli saj dati nek doprinos, ker ko sem jaz prišel v branžo kakorkoli razne redkih izjem, so bile montažne hiše na nek način posnetki neke bavarske arhitekture, ker za tega smo večino vsi proizvajali, so seveda taki objekti tudi tukaj delali. Neka želja je bila pri nas, takrat smo naredili prvi natečaje z mladimi arhitekti, ki so naredili vse neke zametke. Jaz upam, da nisem poklican, da bi to so kakostne arhitekture,
ki je z leti potegnila tudi druge proizvajalce montažnih hiš za seboj, konec tudi nekateri projekti, ki smo bili tudi tukaj prepoznani z nagradami vaše zbornice. In zdi se mi pomembno, da se poveže še ta mali del slovenske industrije, ki obstaja za slovensko arhitekturo, zato tukaj mogoče bilo malo nismo imeli nekih tujih arhitektov, ki bi tukaj nam nekaj risali, da se nam zdi del neke družbene odgovornosti, da smo to priložnost dali slovenskim arhitektom. Proizvajalci lesenih hiš smo še na nek način delno funkcionirajoč foto znotraj gradbene stroke in jaz mislim, da vrejo, ker če se povežemo, dajemo tudi možnost arhitektom, da prodrejo ven, kot se delamo v Italiji, Švici, v Sloveniji, nekateri arhitekti, s katerimi delamo zdaj del, da tudi zunaj. To je mogoče nek doprinos, povezovanje, je pa seveda težko, mi vidimo, zdaj pa še mogoče projekt od zunaj, ker tako kot jaz samo sebe težko vidim, če mi kdo povede, ki jaz vidim pri normalnem, običajnem investitorju, pa tudi pri državi, težava arhitekta, pa ne vem, zakaj delamo tako, ker je posebno napačno, ne nekoga, ki bo prihranil denar v resnici, ki bo zasnoval nekaj, kar bo pogledalo preko današnjega časa in bo dobro vračalo to dano vrednost nazaj in tudi konec koncev znižalo investicijo, če bo rejo zasnovano, videl kot nekoga, ki bo po nepotrebne podražil investicijo. In tu je naloga vas kot zbornice, da to nekako skomunicirate. Mi vedno znova našim naročnikom to želimo povedati, gledajte, kvalitetna arhitektura vrača celo življenje, ne vam ne stražuje, vi boste zadovoljni in manj ostalo. Njihova percepcija pa je, da bo zaradi tega, da bo imeli na poti do svoje sanske zadeve nekoga, ki bo motil, ki bo kompliciral, ki bo nepotrebno bil zadevo drago. To je malo problem. Jaz bi mogoče povedal, jaz se ravno s tem ukvarjam, povedano kratko anekdoto, kakšen imidž imamo in to ni nezaslužen imidž, je precej zaslužen. Jaz sem našega statika vprašal, ki ima morda opravka z 30 arhitekti in sem rekel, Andrej, povej, če imaš 20.000 evrov, da bi prenovo stanovanje, kaj se zgodi, ko pokličeš arhitekta? In je rekel, naraslo bo na 40.000. Samo to. In v resnici je to, če damo roko na srce, veliko krat res. Ampak tu posebno, začajnik, da je to nekaj potrebno. Jaz mislim, da je vse potrebno, da se enkrat na leto dobimo in tudi, da si podelimo sami med sabo v bistvu te nagrade za odlične projekte, za tiste, ki jih mi kot stroka prepoznamo kot odlične projekte. Zdaj pa, to je tudi glavni pobudek, mogoče je današnji, se vidim, V bistvu, absolutno nisem ne proti nagradam, ne proti odprtim hišam, ne proti otroškim delavnicam, ne proti totalnemu socializiranju, če je to kot rezultat urejene baze. In bom še tu povem, da je grem, da sem skupaj mežilca. V bistvu, če bi spremenili tudi faznost dela, oziroma bi v bistvu faznost projektiranja in s tem tudi arhitektov celotne dejavnosti bila usklajena s tem, kot je v Evropi. To pomeni, da se ne arhitektova odgovornost neha s predajo PZI-ja. Manjko si ob 3:30. Neha s predajo PZI-ja, ampak končalo v bistvu s tem, ko je hiša odprta. Še takrat se neha, še eno leto ali 2 leti kasneje. Bi to tudi za same arhitekte bilo zelo dobro. Ne samo za investitorja, ampak tudi za arhitekte. In v bistvu Mika ne. Jaz sem to deboj rekel, da sem prišel sem, da bi kogarkoli napadil to absolutno ravno zborno. To moje možno govorjenje je treba razumeti kot v bistvu klic. Klic, ker v bistvu rad imam zbornice, ki mi pomaga. To bi, ki mi pomaga meni kot projektant. Rad imam tako zbornico. In bi v bistvu res bi naredila pa pomagal, da bi se to tudi odhodilo. Ampak se veš, sem malo si dopolne, ko smo se pogovarjali o našem pretodu za spremembo zakona o ureditvi objektov. Zdaj, obljube so nam spremembo zakonodaje 2013, 2014, zdaj pa je karijera do konca 2015. Jaz upam, da to ta predlog, ki je zbornica osnovala,
navezovala, pa bomo naredili še kakšno dokumentovano na to temo, zdaj v naslednje leto zelo pomembno za to temo, da nameniti v problemiziramo to, da se govorimo točno o teh stvarih, da se enkrat na leto dobimo in da ugotovimo, kje smo in kaj govorimo in zakaj to počnemo in pač kaj da se dobimo upajo. Ampak še vseeno, bi še rada nazaj nagrado, ker se mi zdi, da kljub tej neurejenosti, ker je Jeff danes je v to svoje predavanje in ima nekaj odlično, pokazal, da kljub tej neurejenosti, da se lahko izkupi nekaj tudi presežko, da se oddaljamo. Jaz mislim, da bi mogli biti nagrade zbornica v povezavi z ministrstvom. Zbornica finance v povezavi z enim državnim organom. Ker pa bi to spet dvigalo ceno. Dvigalo vrednost take nagrade. Vse smo v povezavi z ministrstvom za kulturo. Mislim, da bi se v bistvu nagrada lahko uporabila kot sredstvo komunikacije zbornice države. Ne pa da je nagrada samo v bistvu zelo spoštujem in tudi vesel, da sem zelo vesel, ko smo dobili nagrado, ampak če se vprašaš, kaj je v bistvu res efekt posamezne nagrade, jaz mislim, da je nagrada v bistvu sredstvo za komunikacijo zbornice z državo. Nagrada se podpira ministrstvo v okolje prostor, ampak ne mi lahko in kaj njemu pomenijo zlati spoštovati, glede na to, da ima doma, če po mojem, zelo stalašče. Mislim, da so mi spremenili življenje, ne vem. Sigurno se čutim polaskanega kot zagodljiv, se čutim, se mi zdi v redu, da še nekdo prepozna neko kvaliteto ali kakorkoli nek trud. Verjetno pa nimajo, jaz mislim, ali pa mogoče vse ne imajo, subjektivno gledam, ne vem, kakšen vpliv imajo na nek moj status oziroma neko naše pojavljanje naprej pri investitorjih ali ne, upam, da imajo nek določen investitorji se počutijo tudi posebej tisti, ki so podvrženi nekemu javnemu mnenju ali kakorkoli, tudi kakšni drugi, polaskani, ko objekt dobi neko nagrado. To se mi zdi, da je pozitivno in politiki vsem to radi izkoriščajo. Kakorkoli vseeno ta nagrada nekako zveni, zbornica za arhitekturo je neko dobila nagrado, objekt je bil kritiziran zaradi raznih političnih in ne vem kakšnih nasprotovanj, potem je to nekoliko lažje za investitorjev za preživeti. Se mi zdi. To je pozitivna stran teh nagrad. Da bi občutili to, da posebej v javnem sektorju lahko zaradi nagrade dobimo neko višjo ceno, morda tudi, nekatere službe, ki naročajo dela, so zadosti pogumne, da tudi nagrade vključijo neko točkovanje in potem ni samo cena tista, ki je najbolj pomembna, čeprav se nekatere druge pa res močno bojijo in smatrajo, da je samo najnižja cena tista, ki bo obdržala ta razpis, ko bo prišlo do neke revizije. Se pravi, se ne upajo dati dobenega drugega kriterija. Tlele mogoče neka pomoč pravna ali kakršnokoli, ne vem, tisti, ki se ne upa, se pač ne upa. Še bomo to temo? Ne. Jaz sicer ne vem, ki še biš bila mislim, mi z nagrade mi nismo zaslužili niti 100 evrov več posledično, da bi gre za to više cene ali da bi bili kakšen dodaten posel. Jaz mislim, da je to v bistvu taka zelo, to, kar se mi tukaj pogovarjamo, je pravzaprav neka rocket science. Zato, ker to, kar se zdaj menimo, je v bistvu preprečevanje prepričanih. Poprečen Slovenc, rečemo Janez, njega se to ne tiče, on tega ne spremlja, niti ne razume. In tudi taka nagrada, ki se podeljuje tukaj, je sicer zelo častna in fajn sem, to nič nima efekta,
v tem smislu. Niti v propagandi, niti v osveščanju, niti tisti, ki to berejo, ampak recimo, da bi zato osveščal neko širšo javnost, to podržati tega. Jaz mislim, da je v bistvu arhitektura, tako kot kultura, pa dizajn, pa ne vem kaj še, da je to neka taka marginalna tema v Sloveniji, jaz mislim, da mi absolutno predcenjujemo poprečnega Slovenca, poprečno stranko. Pa ne bi bil zdaj želil do kogarkoli, pa se mi zdi, da v bistvu, da to ni tema, no? da je treba manifestirati arhitekturo oziroma jo umestiti v nek prostor na drug način. No? To ni, tole, recimo, ta dogodek ni za širše množice, tudi ne bo nobenega efekta tega. Ta dogodek ni za širše, to je dogodek za zbornice. Lahko odgovorim, Matej. Se mi zdi, da vseeno v neki družbi so različni ljudje. So tisti, ki jih popolnoma nič ne briga, kaj imajo in kje živijo, čeprav se meni osebno zdi, da je takih zelo malo. Zelo veliko ljudi je takih, ki ve, kaj je lepo. Ve, ja. Žal, večina teh ljudi, ki ve, kaj je lepo, tudi mislijo, da znajo lepo narediti, kar pa v resnici ni res. Ampak se jim zdi, da bojo sami tudi zmogli, z nekim listanjem revij ali kakorkoli, ampak na ta način ne gre. Ampak ljudje tudi precej spremljajo te nagrade. Precej jaz vem, da me morda zaradi tega več ljudi pozna. Ko pridem v Piran, ki je moje rojstno mesto, verjetno, če neka stara mama po televiziji nekaj slišala, sem verjetno malo bolj prepoznaven zaradi tega. To ni brez veze. Tudi ugled neke arhitekture se verjetno s tem nekoliko večja. Tudi to ni brez veze. Nijamo zmeraj opravka samo z najnižjo kasto ljudi, ki želijo zasfaltirati svoje dvorišče in potem ti hočeš na ne vem kakšen način prisiliti z upravnim postopkom zaradi tega, da bojo mogli najeti krajinskega arhitekta, ki jim bo narisal tiste asfalt, ki tako oni sami dobro vejo, kakšnega hočejo imeti. To niso tvoje stranke in niti nikoli ne bojo. Jaz vsem predlagam, da bom tjere dobenala, da bom dala še malo mikrofon našim kolegom, to me dosti, če se strinjate. Lahko. Tako sem še nekaj komentiram. Mislim, da preden se organizira mikrofon v auditoriju, da se tega po nekem mene vsi zavedamo, da nagrade so fine, da na nek način so potrditev predvsem za neko dobro upravljeno delo, koliko to so in v tem smislu so neka satisfakcija, da pa nikakor niso nekaj na čem bi pa spali kot na nekih loverikah in da je dobro pogledati od onkraj njih. Torej, recimo za en primer, malo bolj anekdotičen, Frank Lloyd Wright, kot veste, do zelo svojih poznih let ni dobil nobene nagrade od ameriške, recimo društva arhitektov in šele. Hkrati je pa, ko se ga vprašali, kateri njegov projekt je najboljši, ne je rekel naslednji. Spravi, vedno znala ta radovednost in ustvarjalnost je tista, ki nas po svojem tudi odgovornost do prostora, v smislu nekaj resti, ki nas želi. Mislim, da v tem smislu sem še v okviru zdravstvenih nagrad, da zeleni svinčnik je tudi morda neka smer, verjetno še ni čisto nastavljena tako, kot bi lahko povidla, ampak nekega celostnega upravljavanja arhitekture, se pravi, morda ne to, kar je bilo v preteklih časih izrazito samo ali pa skoraj te likovne, vizualne kulture, ampak neko celostno upravljavanje. Torej ne to v smislu nekih trendsetterjev in stilskih obdobij zgolj, ampak tudi nek malo drugačen integralni pristop, ki pošteva to druge aspekte od energije do še pomočke. Če sem jaz kdo rad vključil, kar dvigam te roke. Leš. Jaz mislim, da seveda ob vseh lepih občutkih tudi pri tej podelitvi in tako naprej se je pravzaprav tudi tale miza pač nek dokaz dejanskega položaja naše stroke v družbi. Mi pravzaprav ne samo, kar je rekel Matej, da pač se prepričani, ampak je dejansko tudi praktično 99,9% samih arhitektov ni prišlo, kaj šele kakršnakoli druga javnost. In jaz mislim seveda, da ta, bom rekel, komunikacija z javnosti na kakršnikoli ravni, seveda ali na nivoju pač, bom rekel, prireditve, se pravi te podelitve nagrad, je dejansko živ odraz tega, kakšen položaj ima stroka v našem prostoru.
da je bila na včerajšnji, mislim, da je bila 5-letnica komore v Zagrebu, če prav vem, ne. In če sem dobil prave informacije, na tisti prireditvi je bil tako minister za okolje, kot celo predsednik vlade. Pa naj me kdo demantira, če nimam prav, ker nisem popolnoma pričan, ampak skratka, tukaj ne samo, da ni nikogar iz politike, da ni nikoli nikogar iz politike, na vse zadnje tudi medijev ni. In jaz se bojim, da jutri seveda to niti v časopisu ne bo. In tukaj imamo vsi skupaj probleme. To je dejansko problem, s katerim se moramo arhitekti pač soočiti, ne. Potem pa, če se samo za hip vrnem nazaj v zvezi za to, kar je bilo tudi že rečeno. Se pravi, jaz mislim, da zelo podpiram to Boštjanovo trditev, da cenik tako ali drugače je treba na nek način speljati. To je pač, ne bom rekel, da osnova, ampak to je ena od 3 osnovnih zadev. Potem naslednja stvar, kar je pa prej bilo tudi rečeno, da enostavno vloga zbornice bi morala biti preprečevati kakršnokoli gospodarsko škodo, ki se dela arhitektom, projektantom. In to je res prav neverjetno, tisto, kar je prej Milan povedal, to je iz dneva v dan slabše. In to je, jaz sem se v neki svoji mikrovlogi na zbornici, smo se o tem pač pogovarjali, vem, da se seveda o tem pogovarja in tako, ampak tukaj je res potreben, je dobesedno Dušan Semolič slovenske arhitekture. Nekdo, ki se bo postavil in se bo v bistvu enostavno začel tuliti, da stroka oziroma arhitektura kot taka v Sloveniji dobesedno praktično ne obstaja skoraj več. In je seveda v strahoviti diskrepanci z tem, kar so vrhunske stvaritve. Namreč, jaz ves čas govorim, da je ta diskrepanca naravnost fenomenalna. Mi imamo ogromno res super kvalitetne arhitekture, po drugi strani pa arhitekturna stroka praktično nima več nobene vloge in nobenega pomena v družbi. In to je seveda glavni problem. In enostavno to je treba skomunicirati in mogoče samo še zadnja zadeva, ne vem kako, da res mi tukaj ni pravzaprav jasni, mi niso jasni mehanizmi, ampak mislim, da se bilo treba začeti o tem pogovarjati. Ta stroka, bili so pravniki omenjeni, ne? Te pravniki seveda jasno, oni imajo svojo državo, mi namreč vsi živimo v pravni državi. Ampak to je nauk. Mi moramo kot stroka postati pod narekovaji malo zajebani. Zato, ker na vse zadnje pri nobenem javnem razpisu ne gre brez arhitekta. Se pravi, da samo predstavljati se absurdno situacijo, da mi vsi rečemo, da 1 leto ne bomo podpisovali projektov. Ta država se ustavi in tega noben ne ve. Hvala. Še kdo? Ali kdo rad to pokomentiral? Še se 110% strinjam s tabo. Ti si pripričan, jaz se pripričam, to da je tako. Rekel bi mogoče samo to glede na percepcijo ne arhitektov, ampak arhitekturo v družbi. Prav zaradi vseh teh akcij, ki jih zbornica tudi organizira, otroške delavnice, odprte hiše in vse to, se je percepcija arhitekture v javnosti po mojem tudi zelo bistveno spremenila. Ne arhitektom. Jaz sem tle govorim res za arhitekte kot A in za arhitekture kot drugi. In mislim, da če pogledamo, ne vem, primere od drugod, iz Avstrije, tudi Nemčije, tudi Nizozemske, govoriti o tem, da je v Nizozemskem arhitektura, oziroma arhitekturna kvaliteta, ne vem, na veliko torej, appreciated by the public je wrong answer. Gre vedno za par procentov, za 10%, kar je že veliko, ki v bistvu so arhitekturni ljubitelji, ki so arhitekturni, ne vem, podporniki, etc. Tako jaz mislim, da, recimo, če pogledamo pri nas, koliko je časopisov, da je kult, da v vsakem
tednu, da vsak petek izide kurs z enim ali dvemi članki o arhitekturi, se v bistvu vprašamo, okay, če je že to, mogoče kaj je naslednja stopnja. Ampak to je moja druga diskusija. Ni diskusija, ki bi po mojem mnenju bila danes diskusija o zbornici. Ok, začnem, kakšna stekla misel? Vidim, da je tamle v zadnji že prevali bi ima podelitev nagrad. Nismo še nič govorili na tečaj. Na tečaj bi lahko organiziral še eno konferenco. Jaz mislim, da smo na teh 3 dnevno. Po moje 4 dnevno ali pa 50, ampak 200 na tečaju je zbirno. Ne bi zdaj odbirali debate na tečaju, ker ne govori z manjko časa. Ali kaj sem tole zaključek na moje strani? Zbornica, po moje, bo upravičila zares svoj obstoj, takrat, ko bo prišla do zakona, ki bo nastavke, da bo res zaščitil javni interes na celem področju, torej, ko bo prišla do zakona o javnosti. In nikakor ne bi smeli samo zadostiti, samo z parcialnim. To, ko sem prej slišal, da bo ta zakon, vsem tega je treba ugraditi še dodatne zadeve. Ne bo zvedbane druge zakone arhitekture, v kulturi in tako naprej. Ali pa ne bo efikasen, če ne bo v tem zakonu, ki je bilo prej rečeno, da reče 2-3 leta. Zastaviti je treba na osnovi cele analize, kaj potrebujemo. Na ta način treba zastaviti glavne točke in te forsirati naprej. Jaz bi sam še dodal, da kakor je bilo prej že omenjeno, arhitektura je bila šele, mislim, da je bilo to leto začetka, ali lani konec leta, nacionalni program za kulturo uvrščena. To je disciplina, ki je bila vsa ta leta spregledana in nikoli kako rekoč kulturne politike. Znotraj tega se pa pripravlja kot in dela na arhitekturni politiki. To je politika znotraj vseh kulturnih politik in tudi to je trd oreh, ampak ena ključna tema, ki bi treba narediti, če hočemo, da bomo vizavi politike, vizavi javnosti in tudi znotraj stroke imeli tudi neko dodatno orodje ob regulaciji poklica in statusa in poslanstva stroke, da bomo lahko komunicirali na neki drugi ravni z temi partnerji, ki nas na nek način posvetujejo. Ok, hvala lepa. Jaz mislim, da je bilo veliko povedanega, to dosti zanimivo je bilo. Hvala lepa. Ostanite prosim z nami še na podelitvi nagrad. Hvala lepa sodelujočim na okrogli mizi, hvala lepa publiki. Ne odhajati. Samo to. Hvala.